pozdrav vsem skupaj. Danes smo na, recimo temu, prvem posvetu o legalizaciji drog, upamo, da bo sledil še kakšen. Ta dogodek organiziramo v partnerstvu z mednarodno nevladno organizacijo European Students for Liberty. Nikoli ni bilo politično, da konoplja v medicini. To je bilo strokovno vprašanje, ker zakonodajno je to zmeraj bilo možno. Zdaj, jasno, za to zakonodajno stran mora priti pa tudi, ker vsaka država ima posebej zakonodajo tudi na področju drog in se lahko samostojno odloča, je pa tudi v Sloveniji ta zakonodaja šla v smer reci drogam ne. Tako da je, jaz bom rekel, vplivi Amerike na Slovenijo ali na Jugoslavijo je bila samo toliko, koliko so rekli takrat 61. konoplja je v prvi listi prepovedanih drog in to je to. Ni bilo conspiracy theory za konopljo, da zaradi tega, ker je farmacevti, ne vem kdo, stal za njo, da zaradi tega so prepovedali. To je v bistvu preprosto literatura, ki je strani Amerike napisana in pač to je tudi neka mitska zgodba. Amerika je, ne vem, zaradi sintetike smo tudi pri nam prepovedali konopljo. Ni res. Preprosto odločitev je padla 61. leta, ko so podpisali Sydney Convention, v kateri, pa še enkrat poudarjam, medicinska konoplja je bila že od 61. leta dovoljena. A lahko sam nekaj popravim? Zakonodaja v Sloveniji ne omogoča gojenja konoplje, ampak pa izvlečkov konoplje, ampak izključno samo sintetizirane snovi. V zakonodaji je, po novi zakonodaji sprejet bil reklasifikacija delta THC-a samo molekule. In delta on je, v bistvu delta O pa dorbinol, kar je tistih delta molekul, ne? Sam THC je tudi delta 9 dovoljen. Kakor se spomnim, je noter napisan delta 9. Res je, Tomaž, da mi povej, kako lahko jaz izvlečem THC iz rastline, če jo ne moram imeti posajene, pa da lahko že prekinjamo, pa da sem se želi oglasila, lahko imam še eno prošnjo, upam, da zadnjič. Vsi poznamo konopljo in vemo, da govorimo o rastlini in ne govorimo o industrijskih, rekreativnih, izgovornih in ostalih tipih konoplje. Lepo prosim. Bravo. Stvar je v bistvu problematika konoplje. Ni v njeni, v bistvu, je pravzaprav v njeni raznolikosti, ne? Zato, ker vsaka, bom rekel, raznolikost, pravi namenska uporaba, ima od zadnjih tudi zakonodajo, ki že normalno pri vsakem produktu, ki pride na trg, ima svojo zakonodajo. In zakaj se pogovarjamo v različnih konopljah? Zaradi tega, ker tudi je zakonodaja narejena, da določeno v bistvu smer panoge vse dela lahko na en način, bom rekel, industrija za, bom rekel, za vrvi. Lahko nekaj vprašam, da smo pri industrijski konoplji. Zalog je bil tu, ko smo v Ljubljani, zdaj smo tako malo spominjal boja, meni je res žal. Največje rečno pristanišče smo imeli v Zalogu, zato je bilo varvarstvo tam ekstremno razvite. Novo knjigo je Zalog, kdo bo zdaj v eni obletnici, pa sem malo brala. Ta konoplja, ki zdaj tako veleumno rečemo industrijska in ki pač njena semena tako lepo ubogajo vse naše uredbe in vse, kar si izmislimo, ni dobra za vrvi. Zakaj rečemo industrijska in jo hvalimo, pa se zgovarjamo na to, da moramo po namembnosti delati, zato ker tudi za medicinsko rabo ni vedno ena in ista konoplja, imamo tudi različne razmerja pa osebnosti določenih zadev, tako da to je ful komplicirana zadeva, se mi zdi, da je lažje, če govorimo o rastlini, pa najprej razčistimo te zadeve, zato ker ljudje v končni fazi ne... Če ne smem prekiniti. Zdaj, jaz v veliki meri se strinjam s tem, kar govorite in to so definitivno teme, ki jih je vredno še danes odpreti, zato ker konec koncev gre tudi za vprašanje, kako komunicirati te zadeve, ne? Ampak predlagam, da nekako pustimo vprašanje, smo predvideli precej časa za vprašanja, za diskusijo, odprto z občinstvom in to spodbujamo, ampak predlagam, da poskušamo nekako začetni del spraviti skozi, pa bomo potem... To je res, ampak to ni nova zadeva, je fante, vsi dajo, da že 3 leta ste tulam, da se nehamo delati. Norca sem v konoplji, bi se rada pogovarjala in sem prišla v konoplji poslušati, sem ne uneumila. Jaz se strinjam, gre za sprenevedanje, vsi vemo, kako je, vsi vemo, da je konoplja ena vrsta, da ni več vrst konoplje, ampak so to samo podvrste in zato dajmo se pogovarjati o konoplji. Jaz se strinjam s kolegico in... Dobro, seveda, ampak je povsem legitimno, da se pogovarjamo o različnih področjih, o namenih uporabe, to je res, zato lahko govorimo o nevarnosti uporabnika, ne konoplje. Mislim, da načeloma sicer se vsaj približno strinjamo, da seveda gre za eno rastlino, ki dobro, v primeru industrijske rabe ima določeno zgornjo mejo THC-ja, pa imamo različne sorte,
in podobno, ne? Ampak ja, jaz se strinjam, gre za isto rastlino in tudi deloma to je nekaj, česar javnost pogosto ne razume. Ne? Tudi jaz sem imel večkrat, ko sem ljudem to skušal komunicirati, ne? Skoraj ne najdeš človeka, ki bi bil proti tako imenovani neindustrijski konoplji. Ampak mislijo, da je pa to nekaj čist tretjega kot navadna, ne, pač navadni kanabis. Ne. Zato se jaz strinjam, da je to... Zato, ker take izrazi izumljamo, ljudje so pa samo prestrašeni. Informacije pa ne dobijo nobenega, ker govorimo samo o nekih velikih imenih. Pa čist nič ne naredimo. In mislim, da je cajt, da se to začne pač spreminjati, s tem, da gremo se pogovarjati o konoplji, pa bomo mogoče se nehali kregati med sabo, pa kaj naredili. Cajt bi že bil. Da se nalije čistega vina oziroma se čistaka zvije, pa da se pogovarjamo realne stvari, ne pa da zavajamo ljudi. Ne? Res, mislim, delamo iz muhe, delamo slona, mislim, zelo kvalitetno izobraženi, mislim, visoko izobraženi ljudi in nutricionistke, ki delajo v vrtcih, v šolah in hranijo naše otroke, ne vejo, kaj je olje od konoplje in pravijo, da so ga šli v Mercator kupiti, pa da so se nategnili, pa jaz mislim, da se niso, samo informacije nimajo prave in zakaj jo nimajo, zato take neumnosti tudi po televiziji poslušajo, ker to jim je več ali manj edini vir informacij. Paradoks vam bom povedal. Stara mama govori konopljino olje, kaj se je zgodilo v bistvu s tem konopljinim oljem in še kar govori o konopljino olje. Konopljino olje je leta 2011, ko se je začel vse ta pregon in vse to, kak je konoplja zdravi, se je zelo povečala prodaja konopljinega olja. Recimo, jaz sem posredoval na Facebooku, da so pač spremenili iz konopljino olje v konopljino smolo. Vendar, kljub upozorilnim, kljub tule noter večina, v bistvu je termin se uporabil konopljino olje. Konopljino olje so rakavi bolniki kupovali. In kaj to za rakavega bolnika pomeni? Zaradi tega poenotenega izraza, v bistvu temu se rečem napačne terminologije, je veliko ljudi zavestno z terminologijo bila zavedena, zaradi tega, da so oni šli konopljino olje prodajati. Jasno, kot prodajalec, tisko je prodajal, on je rekel, ja, ker tudi še imamo zdaj na internetu, konopljino olje zdravi raka, konopljino olje zdravi ne vem kaj. Ja, lahko je možno, vendar ne konopljino olje. In to je razlika, ko se mi pogovarjamo o industrijski konoplji in medicinski konoplji, ker rastlina, ki je iz njive namenjena, recimo vsaka rastlina vsebuje aktivne sestavine noter kanabinoide. Moramo reči, da ne, vendar ena jih ima več, ena jih ima manj. In njena namenska uporaba, se pravi izbor, sorta, gen, je tista, ki bo rekla, aha, takrat bo tudi lahko rekel uporabnik, super, zdaj imam pa medicinsko konopljo, zato ker je to. Kaj se pa zdaj naredili? Konopljino olje s konopljinim semenom. In to so ljudje kupovali. In ljudje so, pač jasno, so umrli. Ampak gre se za to, da so ljudje zavestno začeli to prodajati zdravi raka. In zdaj pridemo mi iz te terminologije, zakaj je potrebno vedeti, ali industrijska konoplja je ta, ker se celo smo tako danes prišli, da se industrijska konoplja je dobila isto ceno kot ilegalna konoplja pri tinkturah ali smolah. Zdaj pa razloži, ali je to super za uporabnika, ali potrošnika, ali tistega, ki nuca bolnika, ali je to, bom rekel, pač malo levo, malo desno, pač pogovarjati bi se o konoplji, ker konoplja je fajna in zdravi vse. Moje mnenje je, da tu vseeno imamo rekreativnega uporabnika, imamo bolnika, imamo potrošnika, ki uporablja konopljo, ki on ve, da ko bo zaužil, ne bo stranskih učinkov za detost. Ali država naj predpisuje posamezniku, kaj je dobro zanj, kaj je zdravo zanj? Ne, to ni, veš, to je v bistvu, kaj država predpisuje. Država ima neka svoja pravila, kaj lahko, kaj ni, pa kakva politika za dobro državljanov. To je politika. To je paternalizem. To je absolutizem. Država nam določa, kaj mi lahko in kaj ne. In kdaj jaz lahko prdnem in kdaj ne, je moja osebna pravica. Zdaj pa, da dokončam. In če lahko konopljo nucam, je to moja osebna pravica. Zdaj pa, da dokončam. Se pravi, in ker imamo mi takšen sistem, ki je dejansko že zdaj uporabnik ima pravico uživati. To smo že prej rekli. Uporabnik bo v prihodnosti imel po vsej verjetnosti pravico tudi sajenja. Dejstvo je, mi se zdaj pogovarjamo o nekšni temi, da je nek ful problem. Dejstvo je, da v Sloveniji že od leta 92, ko sem ustavitev, že Slovenci gojijo približno na 12 ton naj bi trg potreboval letno za uporabnike konoplje. Od tega, da smo Slovenci, bom rekel, kar dobri pri, bom rekel, sami proizvodni konoplje. Znani potem. No, seveda. In zdaj, ko se pogovarjamo, ali je to zdaj ilegalno legalizirati, ne legalizirati. To je samo vprašanje, kako bomo ta trg, ki je zdaj črn, zregulirali
da bo v bistvu, da bomo imeli vse tole mir. In bolnik, in rekreativni uporabnik, in država. Dajmo tukaj pol biti resni, pa povejmo, da sicer je uživa lahko vsak posameznik, ampak posedovanje je pa že prepovedano in sankcionirano. In kako lahko nekdo uživa, če ne sme posedovati? Ti lahko boš po vseh drugih zakonodajah, ko imaš, recimo, bom rekel, Kalifornija, Colorado, whatever, kaj so, imaš dovoljen Nizozemska 5 rastlin. Ti lahko gojiš 5 rastlin. Vendar ne smeš ti 5 rastlin prodajati. Ne smeš reči, da bom pa jaz zdrav od tebe, zdaj bom pa jaz prodajal za zdravila. Pozabimo. In to je tisto, kar je mešanje. Ali bomo mi gojili medicinske namene, zdaj bom pa jaz zdravilec in bom govoril za konopljo. Namreč konopljo danes gojiti od zunih je tako, kot da bi, v bistvu je že kar problematika zaradi tega, ker niso pogoji več. No, ampak dejstvo pa je, da ko jaz rečem iz osebne uporabe, grem na trg, imam pa regulacijo. In to nam mora biti jasno. Konopljo za trg gre čez proces tako je vsak drug produkt. In če meni kilo kruha morajo prodati in morajo imeti certifikat, kakšna moka je, želim kot potrošnik isto imeti za konopljo. Marko, ti se mi zdi, da si se želel odzvati. Ja, mislim, zdaj, če gledam na ta vidik, ne, ali je ideološko nekaj iz tega vidika, ali država predpisuje več ali manj, ne, potem je dejansko popolnoma vsaka stvar ideološka. Ne. Slovenci pod ideološko razumemo nekaj na osnovi druge svetovne vojne, ne, ali pa po rekel v sedanjem času bila si za Janšo ali proti Janšo. Ne. Zdaj, tukaj pa mislim, da konoplja nima prav nobene veze zraven. Tako da iz tega vidika pa pač ni ideološka. Ne. Tudi recimo to, kar je bilo omenjeno v zvezi s temi skupinami etničnimi v ZDA, jaz si ne bi upal trditi, da je tukaj kaj takšnega, ne, v Sloveniji, tako da tudi iz tega vidika bi težko temu pritrdil. Zato sem prej s tem začel, se mi zdi, da to pri nas ni aktualno. Ne? Je, jaz pa mislim, da je. Poglejte, No, kjero skupino, recimo, zato, ker konopljo v glavnem uporabljajo mladina in pa ljudje, ki ne posegajo po horsu pa po koki. Ne? Koko in hors si prvoš spet svoja grupa, target grupa, medtem ko koko si izključno prvošijo bogatejši ljudje. Ne? Tako da mi lahko sicer ne zdaj v točno določeni govorimo o skupinah, ne, ampak v nekih prikazanih skupinah, v nekem smislu pa lahko govorimo. Ne. Že, ampak vse tudi rabo kokaina se preganja. Ne? Ne, jaz sem hotel samo orisati, kako se tudi pri nas nekako za konopljo se konopljo hočeš reči, vlada hoče, oziroma oblast hoče napast mlade, ne, in zato, ker hoče mlade zatreti, ne, je napadla konopljo. Ne. Ker to je bilo recimo na primeru Amerike tako rečeno. Ne. Hoteli so se znebiti Mehičanov, ne, zato so napadli konopljo, ne, in s tem so Mehičane pač outlawali, ne. In isto govoriš ti, da dela, bo rekel, oblast trenutno v Sloveniji zaradi mladih. Ne, izbrala se to si ti rekel, tega nisem jaz rekel. Ne mi polagati besed v usta. Jaz sem rekel... Pa kjera skupina je pa tista, ki jo želi... Uživalci konoplje in vsakega uživalca konoplje, ki ga oni dobijo na cesti, uživalca, ne da poseduje ali pa mogoče celo prej prodaja, ampak uživalce konoplje preganjajo. In to je protizakonsko, proti tem, kako so zakoni napisani, in oni s tem targetirajo, prav dejansko targetirajo samo uporabnike konoplje in jih preganjajo. Nikoli v časopisu ni pisal, dobili so 17-letnika ali pa 19-letnika ali pa 25-letnika z 2 grama kokaina, vedno, ko pa dobijo nekoga z enim jointom, je pa to glavna medijska pozornost, najdel so mu mamilo konopljo zvito v cigaret. Kolega, ampak razpravljali smo o tem govorim. Ali se preganjanje konoplje zlorablja na ta način, da pač iz tega probamo napasti neko ciljno skupino. Ne? Seveda, to se dogaja. In zdaj, če je ta ciljna skupina, bo rekel, uživalcev konoplje, potem ni to ta debata. Ne? Iskali smo recimo, ker v Ameriki so pač Mehičane na ta način probali narediti. A se dotaknemo zdaj bolnikov mogoče? Samo trenutek, preko preganjanja kokaina ali koga so črnce probali. Ne? In to je pač ta uporaba. Ker pri nas nimamo Mehičanov, pa nimamo črncev, preganjajo določene skupine. Zdajle konkretno se najbolj preganja ljudi, ki bi se radi zdravili s konopljo, in ljudi, ki pomagajo tem ljudem, ki bi se zdravili konopljo. Namesto, da bi država
uredbo iz uredbe vrgla ven oziroma porihtala stvari zakonsko, se dogaja to, da preganjajo ljudi in da ljudem ne omogočajo, celo prepovedujejo jim zdravljenje s konopljo. In to je ta svinarija in tukaj govorim jaz o tej target grupi, s katero država napada in katero stigmatizira in jo označuje za juhu, ne vem koliko iz muhe slona delajo, ne? In namesto, da bi poštimali zadevo, da bi lahko se ljudje ceneje in s kvalitetnim oljem zdravili in prišli do tega po eni normalni poti, ne da se morajo pošteni ljudje ukvarjati s kriminalnimi dejanji in pa s kriminalnimi združbami za to, da pridejo do tega zdravila. In to, če to ni stigmatizacija, pa če to ni dotikanje neke socialne grupe, pol ne vem, kaj je. Govorci vsi... Ja, zakaj se potem sprenevedamo? Odgovarjali smo na drugo vprašanje. Načeloma vprašanje je bilo malo drugačno. Tudi uporabniki konoplje, ki vi pravite, da se jih stigmatizira, niso neka homogena skupina, ki bi bili ena manjšina, ki bi se jo pač na nek političen način napadali. To je bila tukaj poanta in na to so se govorci prej odzvali. Je logično skrpocalo, ker definitivno prepoved ni edina možnost, kako bi tisto prvo zadevo rešil. Niti ni najboljša možnost, morda je celo kontraproduktivna. Če dam čisto en lep klasičen primer, zdaj, nihče tukaj ne sme pomisliti na krokodila. Vsi ste pomislili. Hočem reči, isto, če ti prepoveš nekaj sploh za otroke, ponavadi to velja, da ravno to dajmo navali, direktno na to. To pa mora biti nekaj zanimivega, če je prepovedano. Če je samo za otroke prepovedano, je sladko, če pa za vse prepovedano, je pa morda še slajše. Tako da... Jaz bi ti tukaj mogoče dodal še konkreten primer. Ampak bi pa še eno stvar tukaj upozoril. Zadeva pa je logična do neke mere. Zdaj, če bi šli čisto matematično logiko, tudi ne zdrži, ampak za splošno ljudsko zadevo pa je logična, zato je to relevanten point in je treba na to zelo dobro odgovoriti. Ker če ne... To sem vas pozval. Tako, in jaz bi rekel, tudi če se strinjamo, da droge pač niso dobre, ni prepoved edina možnost in izkušnje kaže, da pač tudi na koncu slaba možnost. A lahko samo eno vprašanje? Lahko. Če se pogovarjamo o prohibiciji drog, da država lahko prepove določene droge, zakaj potem ne prepove dokazano škodljivih substanc, naprimer v hrani, v vodi in te stvari, ukvarjajo se izključno z nekimi drogami, namesto da bi se ukvarjali z res pravimi stvarmi, katere se dotikajo širše množice, se pravi vseh državljanov, ne samo neke grupe. Super. To je bilo pravzaprav tudi eno izmed mojih nadaljnjih vprašanj. Dejansko mi imamo substance, ki so lahko potencialno škodljive, pa ne samo potencialno škodljive, tudi lahko zadanejo. Dejansko so. Ampak tudi recimo lahko zadanejo, ljudje lahko snifajo lepilo, recimo, pa so zadeti za to, pa zato še nihče se ni spomnil v državnem zboru predlagati, zdaj pa prepovemo lepilo. Res je, da Portugalska je celostno pristopala in mi, ko se pogovarjamo na splošno, zdaj to je čisto laično, se pogovarjamo o konoplju, bi vendar, da ti konopljo ali karkoli drogo nekam spremeniš v neko drugo skupino, je v zadnjih vrsto ukrepov, ki jo moraš ti sprejeti, ki pa seveda potrebujejo finance za te ukrepe. In kaj so ukrepi, recimo Portugalska je dala dobro podporo uporabnikom, dala je varne sobe, dala je v bistvu dobre information letters. Če gledamo v Colorado, kaj se naredi, v Colorado so dali 6 mesecev prej, so začeli obveščati, to je država naredila, obveščati o uporabi... Koliko denarja se pa namen za prohibicijo? Zdaj bomo prišli na to temo. In potem vse države, ki so nekaj naredile in so bile koristne, so tudi mogli nekaj vložiti. In ta vložnik je tisti, ki pa se lahko v Sloveniji pogovarjamo, ki imamo denar. Ker ni problem ti spremeniš politiko, problem je, da rabiš podporni sistem. Ampak podporni sistem lahko nudi tudi zasebni sektor. Zasebni sektor je pa spet potem, kaj je v interesu, se pravi, kakšni interesi tu prevladujejo. Gospoda, če bi država nehala preganjati kot namišljene kriminalce s konopljo, bi ta denar lahko dala, se pravi, v namene legalizacije oziroma v namene informirane ljudi. Če bi pogledali recimo zdaj resolucijo policijskega ministrstva za notranje zadeve, resolucija 2014-2016, noter jasno piše zmanjšati kazniva dejanja,
v njihovi resoluciji, če pogledate na sprejeto resolucijo, je utemeljitev, da želi tudi policija na tem področju, ne na področju, striktno, da pisa za konopljo, ampak na področju prekrškov kaznivih dejanj zmanjšati. Kaj pa kaznivo dejanje? Kaznivo dejanje je ena roža. Kaznivo dejanje je lahko tudi en joint. Papir prenese vse, medtem ko vemo, da v Prekmurju, ne, rečemo, sploh... No, to je Prekmurje, to praksa, ja. Da tam je pa pač prav, tam so očitno po vseh statistikah, so tam vsi zadeti, ja, tako, ne, pa vsi so kriminalci, ne. To je bila tudi polemika Radešiča, rečemo, je to zelo tudi medijsko izpostavil, ne. In lejte, še enkrat, če bi se osredotočili na prave stvari, ne na periferne stvari, na katere nam država usmerja pogled, ne, bi stvar bila že danes rešena, ampak se tega noče narediti. Jaz bi se pa nazaj vrnil na prej moje vprašanje in na sladkor. Sladkor je danes v Združenih narodih uvrščen med droge, med odvisne, ne med droge, ampak med odvisne, med substance, katera povzroča zelo močno odvisnost. Ne. Rečemo, to je ena stvar, ki dokazano ubija človeka, pa danes ni prepovedana, konoplja pa zdravi človeka, noben ni umrl zaradi konoplje, je pa še vedno prepovedana. No, konkretno sicer pri sladkorju, no, zdaj, ko ste ga glih omenili, no, pa naj vam še odgovorim, ne, v ZDA to izjemno škodi, ne, da je dodatno obdavčen sladkor kot tak, ne, zato ker potem proizvajalci rabijo zamenjati kot substitut pač koruzni sirup, ki pa potem pomeni, zato ker je po okusu manj sladkega, je treba porabiti še več in na koncu je zdravju zadevo še bolj škodljiva, ne. Tako da to je klasičen primer tega, kjer država skuša pomagati, pa naredi več škode kot koristi, ne. In pogosto se to tudi pri drogah zgodi, ne. Ampak zdaj jaz sicer, Marko, ti se nisi uspel odzvati. Ne, nisem. Vse to je definitivno relevantno vprašanje, ne. Vendar, poglejmo tako, ne, koliko pa je dejansko logična zakonodaja, pa ne na tem področju, ampak na splošno zakonodaja v državi, koliko je logična, ne. Ni, ne? Ja, in zakaj hudiča bi bila pa ravno konoplja izjema, ne? Pa tu je pa bila neka logika, ne? Hočem reči, ne pričakovati, ne, da bo pa zdaj kar naenkrat cel svet logičen, ne, pa da bojo točno taki zakoni, da bo vse klapalo med sabo, pa tako dalje, in to točno na tem področju in danes, ne? Mislim, to je sistem, ki se počasi razvija in jaz se absolutno strinjam. Tudi, če pogledamo, zakaj pa cigareti, zakaj je tobak dovoljen, ne? Mislim, pa tudi ne vem, kakšne ima on zdravilne učinke, zihar je ima, ne. Ampak zakaj tobak je dovoljen, pač trava pa ni, ne. Pač to je posledica zgodovine, smo na tej točki in mi se moramo truditi, da gremo v pravo pot naprej, ne. Zdaj, postavljati se pa, zakaj smo na tej točki, kot smo, taka vprašanja, je sicer fajn, ampak jaz bi rekel, ni nekega logičnega odgovora tukaj, ne. Pač tako je, ne, to je posledica preteklih, recimo, napak zakonodajalcev, ki so naredili, ne, zdaj, če iščemo tukaj tudi lobije, jih bomo tudi našli, če jih želimo, ne, če iščemo neko svetovno zaroto, jih bomo tudi lahko našli in tako dalje, ne. Ja, a mogoče ni res? Čakaj. Seveda bomo našli, če pa res. Zakaj bi dopuščali na vseh področjih, da nam drugi krojijo vsodo? Zakaj ne bi sami napisali si zakonov? Ne gre za to, da to dopuščamo, ne. V tem stanju smo, zadeva je nelogična, se strinjamo, ne, in zdaj moramo pogledati, kako je naprej, bo neko bolj pravilno smer, ne. To je pač naša naloga, ne. Zdaj, debato o tem, zakaj pa prišlo do tega, pa jaz z veseljem prepuščam drugim. Ali javnost sploh ve, zakaj je prišlo do prohibicije in ravno o tem bi se mogli pogovarjati, zakaj je prišlo do prohibicije in da so bili ekonomski razlogi oziroma koruptivni razlogi. Sej to, ampak če se tega zavedamo, da iz katerega razloga se je prohibicija začela, mislim, halo. Pa se je povedal, recimo, za Ameriko je zelo lepo olisal, a ni? Ja, ampak mi smo copy-paste Amerike, ne, iz ekonomskih razlogov. Ni izpostavil dveh ključnih stvari, zakaj so Ameriki to začeli, ne? In treh ključnih lobijev in multinacionalk, ki so to sprovedle, ne? In to bi bilo treba rečemo ljudem povedati. Pa kaj boš to, zdaj se pogovarjamo, Janša, povojni poboji, ne vem kaj, to je zgodovina Republike Ne. Gre za iz zgodovine, če se nismo nič naučili, nas še vedno čaka. Vse po mojem smo se naučili, zato ker pač debato odpiramo. Prej smo nekajkrat omenili primer Kolorada, pa bi se rad vrnil k tem, kar so prej napovedali, lepo malo izziv tebi, ne. Ti si v tej razpravi na začetku leta, ko je bila predstavitev javnega mnenja,
podprl nasploh popolno legalizacijo marihuane, celo več, kot so takrat predlagatelji pričakovali. Potem si celo imel nekaj kritičnih predlogov zanje. Pa zdaj, mogoče bi začel s tem, kaj se ti je zdelo s takratno pobudo narobe, da jo potem na koncu nisi podprl. Zdaj, na začetku je kolega že postavil vprašanje, koliko vas je tukaj probalo travo, ne? Pa bi jaz ponovil to vprašanje s tem, da bi vprašal, koliko vas je probalo zaradi iz zdravstvenih namenov. Evo, 2 iz zdravstvenih namenov. Kaj bo narobe stalo? Stres se te pa reče. Stres? Okay, vse je tudi zdravstveni namen. Dobro, vredno. Lahko raztegnemo poljubno. Ampak kar hočem reči, ne? Večina ljudi, ki je tukaj uporabljala, ni uporabljala iz zdravstvenih namenov. Medtem, ko je šla ta celotna zakonodaja, celoten predlog zakona je bil pa v medicinske namene. Ne? In ker je bil v medicinske namene, je potrebno tukaj bilo potem predlagati še neko agencijo, ne? Ker splošno znano dejstvo je, da v Sloveniji agencij nimamo dovolj in takšnih zadev. In potem... Zaposliti? Ja, definitivno je potrebno tam zaposliti 40 ljudi in tako dalje. Ne? In bo rekel, še potem je samo za medicinske namene ta zadeva. Ne? In če pogledaš obrazložitev tega zakona, ne? Vidiš, no, da je najprej enih 5 strani kazala, potem je pa pri vsaki točki en odstavek ali pa en stavek, pa potem link na nek dokument nazaj, ne, in to se vleče čez 50 strani. In so take zelo zanimive trditve, marsikatera od njih sicer pove, da je, kako je trava fajn pa super, ne, ampak nima pa popolnoma nobene veze z predlogom zakona. Ne. In potem, ko greš gledati tune člene, žal, bom rekel, cenim veliko delo in ogromno delo je bilo upravljeno, da se je vse to pripravilo, ne? Kar je bilo res, mislim, tam noti dela še pa še, ampak to ni to, kar si želimo. Ampak to, vsaj jaz si to ne želim. Jaz mislim, da mi, če moramo kam slediti, ne, moramo iti nekako v smer Kolorada, ki je letos pač z novim letom se tam odprlo tudi za rekreativno rabo, ne, da se nehamo sprenevedati, ne, da bomo pa zdaj preko nekih medicinske uporabe, ne, dosegli pač to, da bomo lahko, ne vem, ne, in potem bomo imeli kalifornijski primer, ne, ko bo šel najprej k zdravniku po recept, pa po sosedna vrata bo šel pa kupiti tuno zdravilo, ki se mu reče pač trava in pa se bo šel ga skaditi. Ne. Mislim, jaz ne verjamem, da si to želimo v Sloveniji, ne, da bo šel naprej. Ne? In zato, rekel, po mojem bi morali zakonodajo, predlog zakonodaje pripeljati bolj v smer, da nekako to poenotimo z tobakom. Evo. Verjetno bi to bila še najenostavnejša varianta. Ne? Ok, nabijamo drugačno trošarino gor, morda malo večjo in tako dalje, ampak verjetno bi šlo lažje nekako po tej smeri. Ne? In plus, zdaj pa pridemo do politične realnosti. Ne? Zdaj, politična realnost tega zakona je, da ne more iti čez. Ne? Zdaj, zakaj ne more iti čez? Ne? Če se prav spomnim, ni v slovenski zakonodaji nobenega zakona bilo sprejetega, ki je bil predlagan sa strani volilcev. Nobenega. Ne? Se pravi, so ljudje zbrali 5000 podpisov, so vložili zakonodajni predlog in bo rekel, zakonodajna oblast je rekla, hvala lepa, vendar ne. Ne? Ampak to se reče na tak zelo lep način, hvala, ker ste se potrudili, veliko delo ste opravili, vendar mislimo, da treba to malo boljše napisati, mi bomo to naredili še boljše, ne? Bomo dali že v svoj plan in potem to lepo pozabiš. Ne? Mislim, politična realnost tega je, da ta zakon ni mogel iti skozi, zato ker pač 45 poslancev ni bilo za. Ne? Če bi bil, se prečujem, da prekidam, ja. Če bi bil boljše napisan, če vse to, kar so utemeljili s tem, zakaj ne, kar jih dobro razumem, ker ja. Je bil bolj kot predlog o zakonu, ne? Ja. Bi lahko šlo skozi, če bi se organizacije, kot je recimo vaša, ali pa iniciative, kot je naša, ali pa kogar drugega, če bi bilo res dobro pripravljeno, bi lahko sploh to šlo skozi? Jaz ne vidim razloga, zakaj ne bi šlo skozi. Ne? Ker ste ravno zdaj poudarili, da karkoli je bilo predlagano, je bilo na nek način tudi zavrnjeno z prijaznim hvala lepa. Mislim, treba tukaj uporabiti po neko klasične metode prepričevanja in tako. Ne? Najboljš prepričaš nekoga na ta način, da se on sam spomni tvojo idejo. Ne? Ker potem je povrh tega še ponosen, da je imel to idejo, ne? In pa to z veseljem sprejme. Ne? Zdaj, v politiki se žal tako deluje, ne? Da če
ti pride nekdo tam pa ti reče, jaz bi pa to rad, ne, se absolutno postavi takoj zid. Ne. Zakaj bi bilo pa po tvoje, zakaj ne bi bilo pa po moje. Ne. In če opozicija prehitro podpre, bo pač pozicija že izinatela, recimo vse skupaj zavrnjena. Ne. In to politično realnost je pač tukaj potrebno upoštevati. Ne. In zdaj, če se to... Na kakšen način je potekala debata v parlamentu? Na to temo? Lahko povem čistko, po mojem so se vodje poslanskih skupin so vprašali Ministrstvo za zdravje, kaj menijo o tem, oni so rekli, mi nismo za, oni so se pa zmenili, no prav, se strinjamo, da ne bomo čez in to je to. Ne. Zdaj, neke resne debate, konkretno o zakonu, mislim, da niti ni bilo, ne. Ampak sej je bilo v resnici že vnaprej znano. Ne. Država bi bila dolžna poskrbeti za to, to je bil predlog o zakonih, ne. Država bi bila dolžna o tem se pogovarjati in ker je bilo toliko podpisov zbranih, bi mogli oni, njihovi strokovnjaki, civilna iniciativa... Vse, da smo se najasni, formalnost jim je bilo zadoščeno. Pripraviti zakone, ne, in zakon pripeljati do toliko dober pripravljen zakon, da bi ga lahko pol sprejeli, če bi hotel. Zakaj ga pa niso sprejeli? Če je res bilo zadoščeno v zakonu, formalnost jim je bilo zadoščeno. Zakaj ga pa niso sprejeli? Zato, ker ni bilo finančnih interesov nekaterih politikov. No? Ker če bi oni videli finančni interes v konoplji, bi zihar njihovi lobiji sproducirali zakon zelo na hitro, pa zelo hitro bi se začeli to sprovajati. No. Mislim, če je to res tako enostavno, potem zakaj se pa potem niso ponudniki obrnili na te lobije, ne, da jim to čez spravijo, ne, zakaj so šli kar direktno v državni zbor, če je to res tako enostavno. Ne. Mislim, cilj je, da je zakon sprejet, ne, treba zdaj sem pravo pot izbrati za to. Ne. Treba se vprašati, zakaj ni politične volje, da bi se to zgodilo. Od kjerih inštanc je vpliv, da oni tega ne spremenijo, oziroma zakaj ne vržejo iz uredbe ven? Jaz sem šel iz uredbe, mislim, da je zdaj že ven vrženo. Za medicinske namene se lahko že uporablja. No? To je bilo potem se namenjeno. Iz uredbe ni vrženo ven. Kaj je vrženo iz? Hočem reči, jaz sem šel potem sem šel recimo na pogovor na Ministrstvo za zdravstvo, ker me je zanimalo dejansko, kakšno je njihovo mnenje glede tega. Ne? In kaj mislite, kaj je njihov glavni argument, da se to, rečemo, ne legalizira? Ne? 1% rastline, to je pa THC, ki je divno zato, da se ljudje zadevajo. Ne, THC je z uredbo šel čez. Tomaževa izjava, če lahko povem... No, dajmo reči na moje vprašanje odgovoriti. Kaj je bil glavni razlog, da recimo to na Ministrstvu za zdravstvo, recimo tisti, ki so za to zadolženi, ne gre čez? Ne vem, zato mogoče zato, ker nimamo ministrice za zdravje, oziroma imamo na tej funkciji nekoga, ki pač je sprejel na vrat na nos nekim spregledu po korespondenciji Onkološkega inštituta okrog 200,000 pacientov in njihovih svojcev. Ja, jaz si drugače ne znam razlagati tega, pa sem zelo pozorno spremljala, kak je bila uredba sprejeta. Glavni razlog je strah. Da, in strah je zato, ker ljudje nimajo znanja, ker nimajo informacije. Ja, ampak glavni razlog je tam strah strokovnjakov na tem področju, ne? Ki so, recimo, imajo tu vse titule, ki jim grejo za to. Se upravičujem, da to hitro prekinjam, ampak se ne strinjam z vami, ker sem ravno danes brala mnenje strokovnjakov oziroma komisija o tem. Kar hočem reči, potem lahko nadaljujete na ta način, kot ste šli do zdaj, ne? Pa bo rezultat takšen, kot je bil do zdaj. Ne? Morda se pa zavprašati, ne? Kje je bila narejena napaka, da pač se unih 45 poslancev pa 46 ni odločilo podpreti, ne? Če je toliko dobrih razlogov za, ne? In potem delovati proti tem razlogom. To mislim, da je naša naslednja iztočnica pravzaprav. Kaj so bile do zdaj glavne napake zagovornikov, kaj bi... In če reče ta strah, ne? Dejansko je, bo rekel, predstavnike na ministrstvu, vsaj jaz sem dobil tak občutek, strah, da če se zdaj, bo rekel, konoplja legalizira, kakšni bojo posledice in ali bo potem to razumljeno, ne, da so dobili mladi zeleno luč, da zdaj se ga pa lahko zakajajo. Ne? To je pač njihov strah. Zdaj, kolega je že prej omenil Portugalsko, ne, da temu ni tako, če dobijo zeleno luč, in potem je treba s takimi argumenti njeti to razložiti, ne, da je pač ta njihov strah neupravičen. Ne. Ne pa govoriti, da bo rekel, tega problema ni, ne,
ker pač jaz sem ga tam recimo zaznal. Ne? Ampak odgovoriti, treba je to prepoznati in potem odgovoriti na ta način, da potem se ta strah odpravi. Zato pa rabimo širšo debato, ne? Zato so recimo Jaz mislim, da debata je bilo pa res ogromno. Bi se pa lahko tudi sami malo pozanimali, ker je že kar neki držav, ki so legalizirane. Ne meni govoriti, jaz nisem imel tega strahu. Nek strah. Jaz nisem imel tega strahu. Ta strah je bil pa pri predvsej bolj ključni osebi, ne, kot so poslanci v državnem zboru. Ne? In sem tudi komunicirala z Ministrstvom za zdravje in mi ni jasno, kje je tu strah, ker sem dosti kotičkov pogledala, pa razen strahu pri tem, da bi mogoče kdo mogel narediti kaj, se mi zdi, da ni. Glede na to, da korespondence Komisije za droge tako nepopolna prihaja iz lastne hiše, se mi zdi dokaj sporno, glede na to, da se navaja, da komisija, ki je bila ustanovljena par dni pred sprejetjem uredbo in je bila zadolžena za medicinsko uporabo, za potencialne bolnike pripravi relevantne in informacije in pripravi tudi izobraževanje za zdravnike na temo konoplja. Zdaj pa me zanima, zakaj tu teh papirjev ni, oziroma zakaj se pač določene, oziroma izobraževanja so verjetno bila izvedena, glede na to, koliko se o tem govori, pa da so tudi izvedenška mnenja v zadnjih mesecih, kar se to dogaja, tako dobila čisto drugo dimenzijo. In jaz tu strahu ne najdem. Kak je bila uredba speljana, tudi vsi vemo. Ne vemo pa žal, kak smo bili mi vsi zagovarjeni strani predstavnikov nevladnih organizacij, oziroma teh informacij je toliko, pa toliko so si različne, da jaz ne vem več, komu lahko verjamem. In glede na izkušnje, Bog me nikomur. Sploh glede na to, da sami sebi mečemo krofe, vroče v oči in se ne moramo o lastni temi pogovarjati, kar je dosti absurdno pa žalostno. In potem se pričakuje, da poslance enotno odločajo. To je problem. Bolniki so tisti, ki tukaj na kratko potegnejo. Jaz ne vem, koliko je to fair, pa koliko ni, pa koliko je fair, da za mamico 6-letne punčke straši, da bo pri 30 epileptičnih napadih na dan, če bo konopljo dala otroku, da bo še šizofrenijo fasala. Potem pa, ko otroku zadeva pomaga, pa doktor isti reče, ja pa jemljate dalje. Meni se to ne zdi fair. In to je tisti realen tudi zato smo danes tukaj, ne? Ampak vaše vprašanje je pa vse dejansko strah ni pravi izgovor. Korespondenco Komisije za druge brake zdaj domov. Ampak če pa filozofiramo, pa lahko filozofiramo dalje. Sem tukaj, da vem, ali se pogovarjamo konkretno ali ne, ker res mislim, da dolgo se pogovarjamo. Ministrstvo za zdravje, ne tukaj, ne? Ga dajem, ampak tu je tudi so člani, ki so aktivni v vseh teh komisijah in vse to in se mi zdi, da je skrajni čas, da bi lahko mogoče kdaj do konkretnega povedal, no? Tukaj pridemo do tiste težave, ne? Tako je tudi javna razprava v državnem zboru stekla, ne, da na koncu so nekateri predstavniki enostavno poslancem povedali, poglejte, vi ste glupi. Tako je, ampak meni... Ja, fajn, ne, jaz verjamem, jaz se zelo strinjam, da večina poslancev že ne bi smela biti tam, kjer je, ne, ampak to nam nič ne koristi. Ampak problem je pa to konkreten. Jaz sem zloženko dobila. In na NIJZ-ju jo imamo vsi, sami jo pač mogoče še niste dobili roki, jo lahko pa na internetu preberete. In pri vseh teh strokovnjakih, ki so podpisani pod to, dajte mi povedati, kater strah je kriv, da so tukaj take neumnosti, da bi se osnovnošolski otroci lahko delali norce iz tega? Strah gospodov iz Ministrstva za zdravje in pa za... ja, pa gospe, ne, ampak tam so eni in isti ljudje sedijo in odločajo o konoplji že od same osamosvojitve. Tomaž, ti dobro veš to, ti si tudi v teh skupinah, v katere je omenila, ne? Veš, da smo imeli tudi že okroglo mizo na to temo, tudi s Kekom, s Krekom, ne? In da smo mu dopovedali. Ta strah je imel tudi on, danes razlaga, 3 leta zatem razlaga stvari drugače, kot jih je razlagal takrat. Ne? In to so stvari, to so ljudje in pa inštitucije, katerim bi bilo treba določene stvari povedati. Nevladne organizacije se to trudimo, oziroma se trudijo zelo dolg časa,
ne vem, koliko je Drogart naredil na temu, vem pa, da določene stvari tudi Drogart si narobe predstavlja, pa narobe razlaga, ne? Zdaj ne vem pa zakaj. Drogart je organizacija, ki daje v bistvu sintetični drog. Je pa pravzaprav so ustanovitelji zveze, ki pa delujejo v bistvu na področju drog in zasvojenosti. In tam notri v bistvu je v tej zvezi 12 organizacij, ki ima prek 100 strokovnjakov, ki delujejo na področju drog in zasvojenosti. To pomeni, da tudi se udeležujejo različnih konferenc, ne vem časa vsega. Ne? Kaj je v bistvu skupna točka, v bistvu, kje je bil prestop, ne? Bom rekel, kdo se pogovarja in kaj se pogovarja. Je to, da so pač politika gre počas, pa politika mora dozoreti. Recimo, ko sem jaz začel leta 97, sem bil star 20. Recimo se pred začetkom tega Hočem to reči, da je, a veš, in meni je bilo takrat jasno, da generacijsko se morajo stvari spremeniti, se pravi, generacije se morajo spremeniti, da bo prišla do politike spremembe. Dokler se ta generacija ni spremenila, in to je zdaj, se pravi, mi se zdaj pogovarjamo v tem obdobju, plus minus 5 let, se pravi naprej, se bodo v bistvu ne samo na področju drog spremenile, tudi druge politike na drugih področjih se bodo spremenile. Recimo, konoplja je pač zdaj tu najbolj aktualna. Ok, recimo konkretno potem, zdaj, glede na to, da precej to zadevo spremljaš in sodeluješ zraven, se tebi zdi, da je razumno pričakovati recimo v naslednjih 3 letih neke relevantne premike na tem področju? Kakšne recimo? V bistvu na tem področju bo prišlo do sprememb in pri osebni uporabi in pri uporabi v medicini. Vse ostalo je pa še tako mogoče delati. Po nam v Sloveniji že imamo z spremembo zakonodaje omogočanje raziskovalne in učne namene dejansko gojiti vse droge, ki so na listi prepovedanih drog. Se pravi, in skozi ta protokol, se pravi, ni tu zdaj vprašanje, ali je pa nam kakšen problem recimo z strani raziskovanja, razvoja. Pač tu se že pogovarjamo z nepoznavanje prava spet, se pravi, zakaj ne raziskujemo v tem področju, zato ker tisti, ko bi raziskovali, jim rečejo šefi, jo, to je pa ilegalna substanca, ker imamo preveč problemov s tem. V resnici v Sloveniji vse na tem področju z temi novimi spremembami in tudi prihodnimi spremembami, ki bo tudi Evropska unija sprejela, tudi Kalifornija, Colorado, vsi bo šli sistematizacijo. To ni, se pravi, v regulacijo, višanje normativov in ne vem časa vsega, ampak to bo v roku, ne vem, 3-5 let. Nikakor ne morem pristati na to, da se bo reguliralo uporabo rastline, ki je dokazano bila uporabljena v zdravstvene namene. 3000 let stare zapiske imajo Kitajci v temu. Prosim? Pred 10 000 leti so jo pa uporabljali že kot tkanino, kot se pravi surovino. In nikakor ne pristajam na to, da bo država regulirala uporabo semen in pa koliko konoplje oziroma koliko rastlin bom lahko jaz sadil na svojem vrtu. To je... Se pa verjetno strinjamo, da bi bilo to bolje, kot je trenutno stanje? Ne, definitivno ne. Zame je kakršnokoli omejevanje mojih osebnih človeških pravic. No in od tukaj ne odstopam. Marko, prej si dostavil zakon, jaz ga ne priznam, ampak a imaš ti kakšno idejo boljšo v smislu pristopa do politikov, stran, poslancev in tako naprej? Prej sem omenil pozabo pri zakonu omeniti, ima še eno tako zelo zanimivo točko noter, oziroma dve, ne? Da se cena prosto določa, v enem členu piše, ne? Pa v 2 člena kasneje, ne? Da pa mora agencija vse odkupiti, to viške odkupiti. Ja pa hodoma. Mislim, če si zdaj že liberalc, pa prvo ti srce zavriska, ko prvo prebereš, ko drugo prebereš. Zavedamo se, da zakon ni bil dobro pripravljen, ampak zakonodajna veja oblasti je dolžna zakon pripraviti do tam, da bi bil sprejemljiv če je interes. Interes smo pokazali, da je bil. Strani državljanov, tako. No, če bi oni popravili ta zakon, to, da bi lahko bil sprejet v državnem zboru, bi ravno tako ga ovrgli, pa tako, kot sem prej rekel, zato, ker ni politične volje, zato, ker nimajo oni v svoj žep interesa. Tako kot nimamo e-volitev, samo zaradi tega, ker ni političnega interesa, ne zaradi drugih stvari. Jaz dobro poznam gospoda Kreka in Gantarja in z njimi sem dosti krat govoril tudi o tej debati. Ja povem, da pri teh stvareh pri nas se ne bo dosti premaknil, niti v 3 letih. Drugo stvar pa, vsak mu povem, naj posadi 4 rastline doma
ki Krek mi je meni osebno rekel, da lahko jih imaš 4. Za osebno rabo jih lahko imaš 4. To je ta mit. Razumeš? No, Meni Krek osebno povedal. Kje se s človekom pogovarjaš? No, minimalno 4, Holandci imajo 4 lahko. No, in to ne vsak posadi in politika ne dela svoje, mi bomo imeli. Pravi, kaj pa mladostniki? In takrat, ko politika ni balansirana z politiko do ogroženi ciljne skupine, to so mladostniki, vi če imeli 4 rastline ali pa 10, je v osnovi je to vaša osebna odločitev, dovolj ste stari, veste, kaj delate z vlastnim telesom in vse super truper. Problem nastaja tu pravzaprav kar v vseh državah in to je pravzaprav kor politike, kaj bomo pa z ogroženo ciljno skupino, kot so mladostniki, ker dejstvo je, da pred 10-15, recimo, ko smo mi začeli s konopljo, je bila prva stopnja, prva uporaba drog 16 let. Zdaj prva uporaba drog 12 let. Danes zdravnik ne sme predpisati tega zdravila, morajo to početi, ne predpisati, ampak morajo to zdravilo omogočiti nekateri drugi. Te drugi pa danes niso strokovnjaki izključno zaradi tega, ker je to klasificirano kot droga, je prepovedano in s tem se ukvarja črni trg in kriminalne združbe. Medicina je poglavje za sebe. Ko mi zajadramo v besedo medicine, imamo mi ukvarjati, ti veš, če ste se pogovarjali, to je v bistvu, mi se lahko v rekreativni uporabi pogovarjamo v medicini, pa ne, da jaz nisem pristojen za medicino. Nisem. To je stroka medicinska. Tam vemo, kak so protokoli. Vemo, kdaj bo zdravnik predpisal, zakaj pa more predpisati, to so pa rekli, dokler ne bo uporabnik rekel, jaz želim imeti smolo, nekaj delati ekstrakte in to bo delal v masovi, do takrat bodo zdravniki tako so. Z akcijami Zdaj govoriš teorijo. V realnosti je pa to, da ko pride bolan človek do zdravnika, mu zdravnik onemogoča in prepoveduje to uporabo. Ja, zaradi tega, ker mu govorijo, to vas bo pozdravil. Zdravnik ni na mesto, da bo neznano snov, ki jo dobiš od neznane osebe, za neznano vsebino, ki je verjetno zdravilna, kar ima vse osnovine noter, ampak mi tega ne vemo, trditi, da ga bo pozdravil. Če bi ne bilo kriminalizirano, bi se stvar dobila na trgu z pravo kvaliteto, pravilne kvalitete. Jaz sem se pogovarjal z zdravnikom in je rekel, da on predpisuje zdravila na osnovi kanaboidov, sintetizirana, ki so tudi čist navadno travo za pokadit, ki jo dobi v Avstriji, napiše recept tukaj v Sloveniji in gre kupiti v Avstrijo in še več, denar dobi povrnjen iz slovenske zdravstvene zavarovalnice. Ampak če govorim gospodu... Samo za konopljo, ne pa za stroške prevoza in vsega tega. Tako, ampak hočem reči... No pa kjere butale se zdaj gremo, da moramo mi, da mora naš nekdo... Pa sej se vsi strinjamo, da je to strinjamo, da je to dobro. Mene moti to, da vi prejmete kot dejstvo in da to je ok, jaz ne govorim, kar je, ne govorim pa, da je to dobra rešitev in da je to fajn rešitev in da je to odlična rešitev. Tega pa od mene se ni slišalo. Hočem pa reči, da ni pa tako, kot ste rekli, da se ne da nič. Vse to se točno to vsa. Ampak če govorim gospodu, in kar je bilo zastavljeno. Jaz se tukaj močno strinjam, da v 3 letih močno dvomim, da ne bo popolnoma nobenega napredka. In jaz bi bil še precej bolj pesimističen glede tega in po mojem bomo mi ta vprašanja rešili takrat, ko jih bo rešila Evropska unija, ko bo Evropska komisija sprejela ustrezno direktivo, ki bo to naredila in takrat bomo mi to direktivo usvojili. Zdaj, verjetno bi kaj bilo lažje, prej dosegljivo, sem čisto realno gledano, mislim, da v Sloveniji enostavno ne zberemo, nimamo toliko jajc, po domač povedano, da bi naredili nek tak korak sami brez Evrope. Da se vedno pač nekako, žal tako vidim. Zato, ker cepljamo za drugimi, ne da bi naredili preboj. Zato, ker nimamo samo konopljo. Jaz bi to rekel, in pač tako je žal realno stvar. Zašli malo v medicino. Žal, če ni razveseljujoče. Nažalost, že z leta 61 so standardi napisani in tisti standardi veljajo še danes. In vsaka ideja kako bomo mi medicinsko konopljo in sploh gojili in ga bomo mi devali, preprosto ne gre. In se moramo dati to iz glavi, da ni to tako, ko se predstavlja, kak Kalifornija dela, kak dela Colorado, ker tudi tam
gre v hudo regulacijo. Hudo regulacijo gre. Ne to, kako bomo mi kadili. Zakaj? Zato, ker se tudi razvijajo stvari. Razvijajo se pa zaradi časa, zato, ker je. Moramo reči, z tem, kar se je v bistvu, veliko dejavnosti se je že odvil, preden je prišel ta predlog zakona v parlamentu. In ne gre to tako, kot sem rekel, čez noč. Zakaj? Ker pač tako je rekel, da moraš pač veliko ljudi prepričati in jih tudi usmeriti in tudi podati informacije. Vsi to vemo, ne? Niso ljudje tako zaprti, kot trdi, da pač ne vejo, kaj delajo. Večinoma, v bistvu vsi, ki delajo na Ministrstvu za zdravje, vejo že, v bistvu, ker se tudi, takrat, ko je bil urad za droge, smo tudi mi bili prisotni v bistvu na konferenci, kjer dejansko so politično povedali, kako medicinska konoplja se sprejme v sami državi, kljub 61. konvenciji. In je Republika Slovenija že to je od leta 2001. Bil je interes leto 2004, da bi se spremembe naredile, sam potem je pa pač so se ukinjali te uradi, so se spremenila politika in potem se je začela politika spreminjati. Že, ampak kaj lahko zdaj naredimo? V bistvu zdaj se lahko naredi to, kar se dela. Spravi, vsak, ki dela, ki ima cilj, dela na svojem področju in dela pač najuspešno. Dejstvo pa je mogoče, da bi izpostavil, mogoče pač niso vsi ljudi slabi. Kljub temu, da mislimo, da je slab in zaradi tega pač vsi, ki veliko organizacije, zdaj kot Gobel podežil, hvala Bogu, nastajajo, veliko interesov. Dejstvo je, da veš, eni imajo finančni interes, eni imajo kadilbi, eni imajo pa medicinski interes, ki je posredično finančni interes. In ko se bojo med vsemi temi skupinami razjasnili, kako to hoče, se bo tudi izoblikovala neka, bom rekel, jasnejša slika, kaj bi spremenili. Dejstvo pa je, da v bistvu pa nam v Sloveniji imamo mar korakov, da prije do spremembe. Ena varianta je definitivno prek Evropske unije. Ko bo Evropska komisija sprejela direktivo, pa bo tudi pri nas, pa to ni problem. Zdaj, druga varianta je pa čisto pragmatično gledano. Pripričati 46 poslancev je potrebno, da se nek zakon sprejme. Če jih uspe 46 prepričati, da bojo to podprli, potem verjetno boste prepričali tudi enega, da ga bo vložil. Kar pomeni, da ne rabiš 5000 podpisov. Zdaj, če si kdo misli, da 5000 podpisov zelo pomaga pri prepričevanju poslancev, ne pomaga. Ne pomaga. Sploh ne pomaga, če teh 5000 takih, ki pridejo v državni zbor povedati, zdaj si grem pa jaz se enega pržgat, pa je to višek, ki ga je naredil v celem svojem življenju, recimo. Ne pomaga. Se pravi, 46 poslancev. Poslanci imajo poslanske pisarne. Vsak teden, vsak ponedeljek imajo poslanci namenjen ponedeljek za volilce. Vsak teden gre se jih lepo obiskati in se mirno pogovori, prijazno pogovori, ne da se ga napade vnaprej, da je idiot, da itak ne razume, da kaj ima on sploh tam sedi, ampak se ga lepo se z njim pogovori. No, vse je posnetek, pa se lahko pogleda, Ampak hoče reči, vse pride tam in se vpraša, kaj pa vi menite o tem, In se recimo pogleda, ali gre bolj v medicinsko smer, ali gre lahko za rekreativno rabo in tako dalje. Zdaj, poslanci načeloma si želijo ugajati ljudem, in na veliko večino stvari bojo odgovorili, ja, se strinjam, ja, podpiram. Po mojem, od teh 90 bo zdihar 46, vsaj načelno za. Pri takem pogovoru. In to si je vredno zapomniti, hkrati videti tudi, v katero smer bi se dalo zadevo podpreti, kje je ona meja, zdaj a gre se lahko, recimo, kot je Colorado, ali je morda kaj drugega, ali je morda res skrajna možnost medicinska zadeva, ampak ko imaš to obdelano in ko imaš obklukano, potem si že bliže temu, kaj pa se bi dejansko dalo narediti in kako bi se dalo narediti. Ampak cifra je, saj ste gledali un film, ne vem, kaj je bil, ko so v Ameriki lobirali za en zakon, pa so imeli na tabli une listke, pa so jih črtali. Evo, imamo, enega smo dobili, še enega smo dobili, še enega smo dobili. 46 je cilj. 46. Če vam uspe prepričati vodje poslanske skupine, jih morda dobite 10 paketov. Če uspete prepričati samo ministrico trenutno, ste morda dobili celo koalicijo v paketu. Zdaj, ti staviš predvsem na direktno interakcijo. Direktno interakcijo, ker s tem, da če bo pa to 5000 ali pa 10 000 ljudi nekaj podpisalo, pa sej v bistvu vsi vemo več ali manj, kako se podpisi zbirajo. Sej večinoma vprašanje, če res veš, kaj si podpisal. Tako da hočem reči,
46 rabite, enega po enega tednov ima leto to, vsak ponedeljek so poslanske pisarne, upraviti svoje delo, če pač to. Clinton je priznal, da je kadil, pa ni inhaliral, ne? Obama je pa že inhaliral. Ne, ampak Obama pa ni On je tudi priznal, vprašal, da ne? ga Obama ni je vprašal, vlekla, nič pa mu ni prišlo. Ampak jaz bi vseeno poudaril to, meni se zdi najbolj pomembno to, zakaj je do prohibicije prišlo in pa kdaj. Lahko. Meni se zdi pomembno zato, da vsi vemo zakaj, pa ker to še vedno isti lobiji to držijo v temu klinču. Začel se je takrat, ko je Ford naredil avto iz konoplje na konopljo, se pravi alkohol na konopljo. To je bilo leta 1900 in neki, prva industrijska, no in leta 1937 je ugotovila farmacija, da je konoplja zelo zdravilna za mnogo bolezni. Ne? In takrat so se oni, poleg že po Fordovem avtu, naftna industrija in pa avtomobilska industrija in petrokemija, so se potem še farmacija, ki so iste multinacionalke oziroma firme istih lastnikov, so se ustrašili za njihove profite. Ker imajo oni vodilno vlogo svetovno, so s propagando prišli do tega, da so vse prepričali, tudi naše indoktrinirance, ki še danes tišijo to, da je konoplja škodljiva, ne? Vse so prepričali v to in še danes ogromne vsote denarjev dajejo za to, da se nič ne spremeni. In to je po mojem glavni srž in glavna tista srčika težave, ki jo imamo mi.